Najsmrtonosnejši konflikt 21. stoletja se ne dogaja na Bližnjem vzhodu. Pravzaprav se dogaja v Afriki. 4 leta potem, ko se je ena najbolj uničujočih državljanskih vojn na celini končno končala, Etiopija se morda znova pomika proti prepadu. V regiji Tigraj so izbruhnili občasni spopadi med silami zvestimi Osvobodilni fronti ljudstva Tigraja, TPLF, in etiopsko zvezno vojsko. Tukaj je ozadje. TPLF, ki nadzoruje Tigraj, je med letoma 2020 in 2022 vodila brutalno dvoletno vojno proti zvezni vladi, v kateri je umrlo na 100.000 ljudi. Mirovni sporazum je vojno končal, vendar nikoli ni bil v celoti izveden. TPLF je od takrat izrinila začasno upravo, ki je bila vzpostavljena s tem sporazumom, in ponovno prevzela nadzor nad regijo. Zdaj si obe strani znova stojita nasproti in nekateri civilisti se zdaj odločajo pobegniti čez mejo v Sudan, če bi se spopadi zaostrili. Z nami je zdaj Matan Daniel, raziskovalka na Inštitutu za odnose med Izraelom in Afriko. Matan, povejte nam več o ozadju, zakaj se vsi borijo, kakšni so cilji teh različnih skupin. Hvala, da ste me povabili. No, da bi razumeli krizo, moramo pogledati, kako je bila Etiopija organizirana v preteklosti. Tako je bila država od leta 1991 do 2018 vodena s strani koalicije, v kateri je prevladovala Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, TPLF, in ustvarili so sistem, lahko ga imenujemo etnični federalizem. To je model, ki je Etiopijo razdelil na različne regionalne države glede na jezik in etnično identiteto. In tem skupinam je dal ustavno pravico, da se lokalno upravljajo same, vendar pa je ta sistem ustvaril tudi globoko protislovje. Čeprav je etnične skupine uradno priznal, je hkrati ustvaril fiksne etnične meje in pustil globoke politične zamere med drugimi skupinami, ki so se počutile zapostavljene. Tako da, ko je premier Abiy Ahmed prišel na oblast leta 2018, poskušal je to spremeniti. Želel je uvesti centraliziran panetiopski model in je poskušal združiti regionalne stranke v eno samo nacionalno stranko. In TPLF je to centralizacijo videl kot grožnjo njihovi ustavni avtonomiji. In vlada jih je videla kot upornike, regionalne upornike, torej je ta globok ideološki spopad glede centralne oblasti v bistvu v nasprotju z etnično avtonomijo korenina trenutnega vojskovanja. Wow. Torej, ali mislite, da je bil mirovni sporazum, ki je bil vzpostavljen, vedno preveč krhek, da bi zdržal? In kaj je šlo narobe pri izvajanju? No, rekel bi, da je bil preveč krhek že od samega začetka. Dosegel je nekaj, kar bi lahko imenovali negativni mir, saj je ustavil obsežno oboroženo bojevanje. Vendar je namesto reševanja le še utrdil temeljna politična nasprotja, o katerih sem že govoril. Lahko izpostavimo 3 glavne neuspehe pri izvajanju. Prvič, ni odstranil sil, ki niso pripadale zvezni oblasti. Čeprav je sporazum zahteval, da morajo vse zunanje vojaške sile je določil, da morajo zapustiti Tigraj. Toda na primer sile regije Amhara, ki je sosednja regionalna enota, in eritrejske čete so ostale v obmejnih območjih. Druga točka je, da je bil proces razorožitve in ponovne integracije ustavljen. Težko orožje je bilo predano, vendar je še vedno veliko. Bilo je več 10.000 nekdanjih vojakov, eritrejskih vojakov, ki niso dobili nobenih alternativ v smislu zaposlitve ali ekonomskih koristi. Tako so v bistvu ostali vojaki in demobilizirano prebivalstvo. In tretji je, da se je politični okvir sesul od znotraj. Torej, kot ste rekli, regionalna uprava, ki se je poskušala izpostaviti, začasna regionalna uprava, se je preprosto prišlo je do državnega udara strani radikalnih tigrejskih sil, ki so preprosto strmoglavile in vlada Etiopije je uporabila gospodarske sankcije. Tako so zamrznili tigrejski proračun, omejili gorivo, to jih je potisnilo nazaj v obup in obleganje.
ali pa občutek obupa in obleganja, in od tam se vse skupaj samo še stopnjevalo. No, veste, očitno je dejstvo, da zelo malo ljudi ve, da je to najbolj smrtonosni konflikt 21. stoletja. In komaj, da ga zasledimo v novicah. Mislim, da si vsak, ki to zdaj gleda, verjetno želi, da se to ne bo še bolj zaostrilo in celo, veste, razširilo tudi v sosednji Sudan, ker bi ti spopadi lahko imeli številne posledice. Ampak, Matan, rada bi se vam zelo zahvalila, da ste se nam pridružili s to analizo. Zelo zanimiva. Hvala, da ste me povabili.